Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji bomo govorili o 11. zasavskem humanitarnem teku, ki se bo zgodil v Hrastniku 13. maja. Častna pokroviteljica tega teka pa bo Tadeja Brankovič, ena naših najboljših biatlonk, kar smo jih kdaj imeli, pa tudi ženska, ki je šla skozi kar težko preizkušnjo soočanja z rakom, tako kot tudi naši tokratni gosti, Lidija Hutar. Ja, pozdravljeni. Pozdravljeni, ter Nataša Dolanc-Jerman. Pozdravljeni. Zakaj pa smo vaju tokrat povabili v oddajo, je čisto preprost razlog. Organizatorji zasavskega humanitarnega teka skupaj z Društvom prijateljev mladine Trbovlje smo se odločili, da bo šel letos celotni izkupiček zbranih sredstev z naslova tega teka. Upam, da boste čim več darovali za Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupine za samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje, ki pa deluje na področju celotnega Zasavja. Ja. In ko smo vam to predlagali, gospa, vi ste koordinatorka te skupine, ste bili takoj za. Seveda, ker sploh nisem mogla verjeti, res izredno dober občutek sem takrat, ko ste me poklical, imela vse, pa ja, sej, pa še nekdo misli na nas, ne. Ja, sodelovali bomo, zakaj pa ne? No, sej je treba povedati, da praktično sta vsa ta leta, ko smo organizirali te zasavske humanitarne teke, že vaša predhodnica, ne, Tončka Odlazek, Ja, pa potem vi, da ste bili vedno prisotni na tem teku, ponavadi ste imeli kakšen srčni tlak. Zdaj mene niste ponavadi, jaz Ne, vi ste grem bili mimo, v ne. Elanu tam, ja, glih toliko smo vam malo pomahali, ja. Vsako leto smo bili, edino lansko leto, ker je pa pač ta korona majčkeno zmedla, si pa nismo upali, ne. Pač je to tako družbo, malo preveč smo delikatni bolniki, ne, za to epidemijo, tako da ja, prejšnja leta pa pač svojo stojnico z materialom oziroma gradivom Društva onkoloških bolnikov, nekaj naših članic zraven, naša strokovna vodja je imela aparat za merjenje tlaka, pa tudi Gabrijela, ne? Gabrijela Hosnik je naša strokovna vodja te naše skupine za samopomoč v Trbovljah in pa tudi za merjenje krvnega sladkorja. To so tudi merili. No, če se pa srečujete, ne, se pa ravno v tej sejni sobi Zdravstvenega doma Trbovlje, ne, Ja. direktor Denis Tomše nam je nekako danes dovolil, da snemamo to oddajo v teh prostorih. Vedno. Lepo se delujete z zdravstvenim domom? Vedno, že svoja 33. leta, odkar je skupina se ustanovila z ustanovnico res Tončko Odlazek, ker smo ji še danes hvaležne za tisti pristop, da je tle v Zasavju tudi ta skupina. Kajti, ko zboliš, rabiš en drugega za pogovor, sicer z bolj zdravo populacijo se v teh stvareh ne moreš pogovarjati, lažje prisluhneš, s človekom pa se pogovarjaš, ki ima isto izkušnjo kot ti, lažje se pol izmenjamo te izkušnje. Ja, zdravstveni dom v prvi fazi, hvala vsem prejšnjim, preteklim direktorjem, ki imajo in sočutje do nas, da lahko tle noter. Enkrat na mesec imamo pač ta srečanja, to je zadnji torek v mesecu, sicer nas ta korona že 2 leti zdajle malo
se ne moramo tako družiti. Vse nas, ne? Vse v bistvu, ja. Pa ne glede, ali si cepljen ali nisi cepljen, v stvari 3-krat smo se lansko leto dobile pač v tistih mesecih, ko je pač bilo mečkan upada, kakor so bile razmere. No. V glavnem, ja, pogrešamo ta naša srečanja. Tudi vi pogrešate ta srečanja? Absolutno. Zadnje smo se dobile zunaj, v naravi, v kleku, na kleku ob pač septembra, ki je bil mečkan vreme tudi lepše, ne? Ja. Mečkan toplejši in je pač tale korona malce spustila. Pred vašo izkušnjo, ne, z rakom, o tem bomo potem še kakšno besedo rekli. Ste poznali to društvo? Verjetno sem slišala, ja, ampak seveda te ne zanima. Jaz sem skozi življenje šla tako, da kadarkoli mi je kdo v kakšni bolezni govoril, sem poslušala z enim ušesom, pa sem rekla, da če o tem ne govoriš, potem se te tudi ne bo prijel, ne. Rak se mi je pa zdel pa nekaj itak sploh smrtnega. Onkološki inštitut sem mislila, da je neka hiralnica, kjer tam tako se stegujejo roke umirajočih. Tako sem si predstavljala, no. Kako pa ste se sami nekako našli pot do te skupine za samopomoč? Zdravnica mi je namigala, da mogoče pa lahko jih poiščem, pa neke prijateljice bolj mojih let, no, so tudi pripomnile pa pripomogle k temu, tako da sem prišla na prvi sestanek, potem jih pa nisem več spustila, ker mi je bilo fajn, ker je bilo res fino se pogovoriti z nekom s takšno izkušnjo, no. Pa s takšnim istim humorjem, ne, ker potem imamo že tak sebi lasten humor, ki ga težko kdo razume, ne. Če komu drugemu to začneš take stvari o smrti, o bruhanju po kemoterapijah, te ima še za malo mentalnega, ne. Da je še kaj drugega narobe, ne. No, vem pa, da je tako, ne, da vi pa v pogledu kartoteko nas vseh nikakor nimate vpogleda, niti dovoljenja za to. Torej, kako pa ve, članice, sploh izveste, da lahko nekoga povabite v svoje društvo, ne? Zdaj, uradno mora verjetno sam povedati, jaz sem šel pa skozi podobno pot, imam raka, ne? Bi bil rad vaš član. Vse podatke dobijo gor na inštitutu onkološkem, da delujejo pač v Sloveniji 20 skupin takih bolnic s to izkušnjo raka in Zasavju je pač Trbovlje, pa si poiščejo tudi v tem glasilu Okno, to je naše to je glasilo. vaše glasilo, ne? Tle so tudi vse naslovi in telefonske številke koordinatorjev in stroke, tako da lahko s pomočjo tega nas dobijo, ne. Ali pa mogoče te ambulante, pač, ko smo zdaj glih v zdravstvenem domu, imajo tudi vpogled zdravniki, če se soočijo z njim, ne, ko mora biti osebni zdravnik ta prvi in ga lahko tudi osebni zdravnik usmeri pač na to skupino, da v našem zdravstvenem domu deluje ta skupina. Na ta način, no, in mene kar dosti kličejo, zdaj gotovo se odzovejo, zdaj je majčkeno zatišje, ker je epidemija, drugače pa ja, glih za kar prvi sestanek se ne moramo dobiti kar tle noter, ker so mesečna srečanja, ne, se pa mogoče kje na kavici dobimo, pa se malo izpove in lahko tudi na ta način pride pol pristop do društva. Kaj sploh dela potem društvo? Samo društvo ima pač, sem rekla, te skupine in ta skupina dela s timom strokovne vodje in koordinatorja. Zdaj, namen te skupine je, da se čim bolj med sabo pogovarjamo, svoje izkušnje izmenjujemo, seznanjamo se z novitetami zdravljenja z raka, potem čisto odvisen, mogoče tudi katera članica izpostavi, mogoče, ja, mene pa zanima, kako je z limfedemom, ne.
Pa mogoče še ni slišala, ker to tudi delajo, ker po operaciji, ki marsikateri odvzamejo te bezgavke podpazdušne, se lahko zgodi, da nastane limfedem. In v v takem primeru si mora pacientka oziroma bolnica poiskati limfnega drenažerja in da to je v bistvu strupena snov, ki gre v roko namesto bezgavke. To, ki jaz vem od stroke, sem s tem sama tudi na tem, ker je že obvladujem limfedem 24 let. Po 2 ali 3 leti po operaciji sem pač to zaznamila. Tega se bova še dotaknila, tudi kaj se je zgodilo. Kdo pa zdaj, tako sem nekako razumel, da so bolj kot ne članice ženske, ne? Kaj pa moški, pa od kje zdaj? Verjetno Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, greste tudi širše pri tej skupini? Ja, Radeče imamo tudi zajeto in Litijo. Nasplošno je zasavsko območje tole. Ja, z moški je pa tako. Saj pokličajo, ampak jim odgovorim, da smo pretežno ženske, pa da se jim moške potrebujemo tudi, ne, ker zdaj dolga leta smo bile ženske po operaciji dojke, ne, smo se srečevali. Zdaj so pa združeni vsi raki, kajti vsi rabimo eno samo pomoč, ne. Tako da so dobrodošli tudi moški. In to je treba povedati, ne. Rakov je pa res različno, ne, že teh kožnih ali pa levkemije, vem, da jih je ogromno sort. Ja, tle imam tudi nekaj literature, od raka vratu, trebušna slinavka, ščitnica, moda, pljučni, to pa se v porastu zadnje čase moški. Torej, vabljeni tudi moški, ki imajo izkušnjo s tem. Mogoče bo pa prav zaželjen med nami. Blažen, tako. Ja, vsi rabimo, ne, eno uteho. Zdaj pa mogoče gremo lahko na osebno izpoved. Vi ste živeli v zelo natrpanem urniku, ne, veliko ste delali, ne, dejali ste me, da imate z možem 2 hčerki, sem prav razumel. In potem kot strela z jasnega? Ja, pa ne, no, če je recimo pol leta strela z jasnega, potem ja. Ne vem, bilo kakšno zdravstveno stanje prej? Ja, mogoče neka taka izgorelost, utrujenost. Sem hodila okrog zdravnikov, tožila o tem, da sem nekako utrujena, da me boli roka, podpazduha. Danes bi rekli, da je COVID, ne? Sigurno. Ja. Pa mi je zdravnica rekla, veste, sej rak ne boli, ne? To je neka taka, bom rekla, reklo, čist ne drži zmeri, verjetno, ne. No, potem sem pa sama zatipala, pa videla tudi neko bulico, mogoče mi je bila, ko sem poleti malo na glavo skušala skakati, pa je bil majčken neroden pristanek, pa po tistem se mi je pa zdelo, da je bila zadeva še bolj opazna. Ste tudi prej upravljali redne te samopreglede? Ma niti ne. Se spomniš vsake toliko časa, pa skušaš v tistem času, ko ti pravijo, da je treba, ne, ampak pa nekako pozabiš, pa ni časa še za kaj drugega. Ko pa zatipate, ne, pa verjetno alarmi zazvonijo ali kako? Ginekologin sem šla in ona je pa takoj bom rekla, prižgala alarmne zvonce, še preden je šla diagnostika do konca, ne, mamografija, to ciljanje v bulico, ne, na onkološkem, ultrazvok. Ginekologinja moja je že predhodno bila prepričana, da to ni tako enostavna zadeva, no, in potem po enih 2 mesecev tega prekladanja, pa ko je bilo samo malo mejno rečeno, da je mogoče rak, je pa potem na onkološkem, ko sem postala njihova bolnica, so mi potem nekje, mislim, da tam okrog 2. novembra pa povedali, da pač... Koliko let nazaj je to? 4 leta. In kaj je najtežje v tistem času? Tisto čakanje, ali ja, ali ni? Je mogoče lažje potem, ko se postaviš pred dejstvo, ko onkolog reče,
je rak. Tako. Je- Tudi hvaležna sem mojemu kirurgu, ne. Takrat je bil onkolog kirurg najprej, potem zdaj imam onkologinjo, ki je zadolžena za druge terapije. Sem mu zelo hvaležna, ker ni nič okolišil, ne. Se mi zdi, da je bilo to v redu. Zelo zanimiv pristop je zbral, ne, tako pogledal me je naravnost in mi naravnost to tudi, bom rekla, skoraj zabrusil, ne. Ja, prav, veste, tako je s temi vašimi izvidi. Slaba stran je, da je to pozitivno, je karcinom. To so z biopsijo Dobra. ugotovili. Tako. Dobra stran je pa tega, da ste zdaj v naših rokah in bomo naredili največ, kar se da narediti, tako da boste zdrava. To veliko pomeni. Ja. Kaj pa potem? Seveda je treba to povedati doma, ne? Ja. Ste takoj povedali? Ja, mož je bil z mano. Prva ona je, da greš še na dodatne preiskave, slikanje pljuč in tako naprej. Tam te je strah, da je že kaj naprej šlo, ne. No, in pa je dobra stran, da ni šlo. Tako da mož je nekako že po barvi obraza najbrž videl, kakšna je bila diagnoza. Mislim, da ni bilo treba kaj dosti govoriti. Spomnim se pa, da mama me je klicala pa na poti iz Ljubljane, pa prav sej ni, ne. Jaz sem rekla, žal, ne. Je. Kaj pa hčerki? Hčerki pa mislim, da preden sem šla slikat pljuča, tam starejšo smo govorile po telefonu, tam je pa še malo glasu zmanjkalo, no, tako da, ja. Je bilo kaj solz? Tako tudi vmes. Ma, jaz sem te Se človek solze vpraša, mogoče... zakaj meni se je to zgodilo? Pa zakaj ravno meni? Ne vem, jaz sem po moje te solze že zdavnaj zjokala, ne, pri mojih 24 je meni oče umrl in takrat so po moje bile te glavne solze. Pred svojim 50. letom, približno takrat, v teh istih letih sem se jaz nahajala in meni se je zdelo kot ena usoda. Aha. Ja. Da se vam bo podobno zgodilo? Da se vam nekaj podobnega dogaja? Da ne bom doživela svoje 50. Oče naravne smrti umrl? Samomor je naredil. Aha, samomor. Zdaj, moški vem, da nimamo radi, da so okrog nas bolni ljudje, ne? Ker smo močni, ne? Mora biti okoli nas vse zdravo, ne? Kako je vaš mož to sprejemal? Vam je bil oporo? Je bil vedno nekje zraven, prav kakšne pametne besede pa ni znal najti, se mi zdi, ampak sva zvozila, no. Taki smo, ne? Ja. Včasih je imel kar tisti tak, ni vedel, kaj bi rekel. Jaz bi pričakovala, da se normalno obnaša, da govorimo normalno, da načrtujemo. Včasih je bil pa kar tak malo poklapan, no, tako da bi bilo treba še skoraj njega vzeti v terapijo kakšno. Bova potem nadaljevala še z vašo zgodbo, da pa slišimo še vas začetek. Gospa Lidija, ki pa ni samo 4 leta star, ampak gre pa mnogo dlje nazaj in tudi vi ste bila takrat že mamica, ne? Dvakrat? Enkrat. Ja, enega sina imamo, ja. Bolela sem 95. leta, torej letos bo 27 let ozdravitve, bi rekla, ne. Ja, takrat je bil sin star 7 let, tako da... Je bilo podobno? Ste sami zatipali? Isto ste imeli na dojki, ne? Isto na dojki, ja. To je bilo v letu 94, koncem leta. Sem jaz začutila, tumor, zdaj že rečem, ki je bil potrjen. In šele 95. leta, pol začetek leta, so mi potrdili, da gre za maligni tumor. In ste takoj šli? Takoj. Ste slutili, da ste tudi partnerju takoj povedali možu? Šel je z mano in sva pol skupaj izvedela. Najprej so mi naredili punkcijo, še sam onkolog mi je rekel, se mogoče pa ne bo, glede na to, da ste tukaj mlada, mogoče so kakšni hormončki, to sem tja. Rekel, mogoče pa ne bo hujšega, no, in nakar so me čez 7 dni poklicali pa potrdili diagnozo, da gre za raka dojke. Potem pa seveda. Kako ste pa vi to sprejeli? Zdaj slutili ste verjetno?
Nič nisem slutila. nič. Glede na to, da mi je pa oče 2 leti prej umrl za pljučnim rakom, sem se pa zelo ustrašila in sem mislila, da bom kar pač jaz. Takrat je bil še rak tabu. Ne? Še ni bilo tako govora, ko zdaj se predstavljamo razne vrste, kako se, ja. Takrat pa ne. In sem mislila, zdaj sem pa jaz na vrst. In sem bila pol, podne se mi je čisto sesul, ko so mi povedali gor. Da je rak. Mlada, 35 let sem bila stara pa pol, ne. Mlada mamica tudi še, ne? Še v bistvu, ne. Že tako sem imela prej probleme z zdravljenjem, ker pač ni bilo tako, da nisem, za sterilitet sem se mogla zdraviti. Pa, zdaj pa to po 8 letih, no. In je bilo res hudo takrat. So tudi slikali potem pljuče, glede na to, da se... Seveda, pred operacijo moraš to takoj vse. Ampak tam ste se verjetno potem oddahnili, tako kot gospa Nataša, ne? Ni bilo nas, sreča. Ni šlo naprej, sreča. Ker jaz sem takrat bolj tako spremljala to, čim prej, da me rešite, pa da grem jaz domov, mene sin potrebuje, mehim je še in... Ampak ne gre to tako hit, ne. Sinu ste povedali takrat, da mamice ne bo nekaj časa? Ja, seveda. In Teho mu je bila mama moja, ne. Ker že prej kot mehnega so ga imeli moji starši, tako da je bil strašno navajen na njih, 2. razred je začel hoditi in je bolj kot ne, se še ni zastopil, ne. Pač mamica gre v bolnico, bo prišla, pa bo vse okej, ne. In kakšno zdravljenje so vam potem predlagali? Je bil potem tudi operativni poseg? Ja, delno operirali tumor, pa bezgavke. A to bezgavke, no, to ste že prej omenili, kar nekako sodi zraven, da jih vzamejo nekaj? Ja, meni je bilo prvih 8 pozitivnih, zato so mi odstranili pol vse. Zdaj, če mogoče to že povejo, oziroma med sabo pri operaciji. Se mimo glede 8 ste dejali, koliko pa jih imamo? Ja, čisto odvisno. Odvisno je to? Aha. Ja, ni vse posod isto, ne, pri vsakem človeku isto. Tam čez 30. Čez 30, v redu, no, da smo tam nekje, ne? Ja, v glavnem meni so pa tisto vse, ne, zato sem prej rekla tudi edem, pa tako naprej. No, to smo dali skozi, raka ni več, ne, zdaj pa naprej. No, glede na to, kaj potem naprej? Dobro, rana na dojki se nekako zaceli. Ja, to je bilo samo delno odstranitev, ker meni ni bilo treba. Pa je bilo tudi to vprašanje med vama z možem, joj, kaj pa če bom zdaj brez dojk ostala? Se o tem sploh pogovarjajo ženske z moškimi? Ne. Ste se vi sami o tem spraševali? Takrat sploh ne. Zato, ker takrat še nisem poznala potek te bolezni, malo je bilo slišati od tega, rak dojke, nisem vedela, ali bo vse, ali ne. Pač jaz sem kirurga vprašala, kako mislijo, na kak način bo kirurška odstranitev, in so rekli, bomo pač videli, ko bojo zarezali. No, in jaz sem bila, ko sem se zbudila, pripravljena na to, da bi bila brez. Ne? Ampak sredstvo sam bi rekla takrat, v tistih letih, se razumete. Seveda, ja. Ne, so mi odstranili samo tumor, no, pa bezgavke. In potem so se odločili še za kakšen... Sistemsko zdravljenje. Kaj pa je to? Kemoterapija. 7 ciklusov kemoterapije. To pomeni ciklus na? Na 3 tedne. Na 3 tedne. Ja, takrat smo začeli. Kako to gre? Pridete na onkološki inštitut? Najprej tabletka za slabost, takrat, no bom nikoli pozabila teh Zofran, so se rekli, tabletki. Zdaj imajo že v obliki injekcij, pa raznih preparatkov. Takrat so bili pač da ti ni slabo. Prve 3 doze, ko sem dobila, sem popolnoma lepo prenašala. Preko žile to, ne? Preko žile. Jaz sem ležala 3 ure gor. 3 ure. Ste ležali, sedeli? Ležala. Zaspali, zadremali? Ne, to pa nisem. To pa še nikoli v življenju, pa nikoli, če se uležem, sam zaspim takrat, ko je treba, zvečer. Tam pa ne? Ne, nisem zaspala. Se pogovarjate, niste sami v sobi, ne? Ne, tam nas je kar precej postelj, nekaj stolov tudi. No, ta prvič, ko sem prišla, joj, kakšno sem pa prišla zdaj vesoljsko ladjo, to je not, se vete. Mora biti starino, vse fajn. Tako, ko jaz povem, no.
Drugačno Drugačno, sem se ne. počutila tam noter čist in ja, pač to smo dali skozi. Največja kriza je bila četrta, ker sem izgubila pol lase. Pa to ste nekako, zdaj jaz sem v tej knjigi, ki je res čudovita, Tadeja Brankovič, Tadeje, peta ja. olimpijada, ne? Četrta na 4 olimpijadah športnih je bila, na ta peta je ta boj z rakom. Ne? In je zanimivo, ne? Ona je dejala, da ko so se odločili za to terapijo, kemoterapijo, da je dobila zraven tudi naročilnico za lasuljo. Ne? Lasuljo, ja. Je bilo tudi takrat tako? Tudi. In to vam... Jaz sem že to prej uredila, preden sem začela na kemoterapije. Jaz reč sem imela frizerko doma, da smo se doma rihtali. In me je takrat, še prav, ko nisem dobila nič kemoterapije, smo se čisto strigle. Že prej. Tako na kratko, kot imate zdaj lase? Ne, še bolj, čist na balin. Ker sem vedela, kaj me čaka. Dobila sem knjižico, kaj se lahko naredi po kemoterapiji. Ne vsi, ne gre do vsem. Ja, čisto so pa šli potem lasje dol. Tako, čisto odvisno od zdravila, kakšen ga ti dajo. Ne? Pač takrat sem jaz tudi izgubila. In ste lasuljo nosili? Sem. Zakaj? Sem. Da niso ljudje spraševali? Sem imela en odpor, dobro pol leta sploh sem se zapirala noter, nisem prenesla ljudi okrog sebe, nič. Tam doma pa onkološki. Nekako sem se zaprla vase. Je bila bolniška takrat? Ja. Tako da pol, ki je bilo pa to mimo, so pa sledila še obsevanja, 30 obsevanj. So rekli, da je to morje, pač tarčno za 25 globinskih tam, ko je bil tumor in še pol 5 teh površinskih. Da so to pač, ne vem, ne bi najdla zdajle izraza. Da je še bolj zihar. Zihar, ja, bi tako rekli. Je šlo kaj pljuč tudi? Ne. Poškodovale se niso takrat? Ne, sam sem pa ugotovila, da pol z leti je na kosti udar. Na kosti obsevanja. Zdaj je že marsikera tale bolnica oziroma članica rekla, da so to posledice tako žarčenja. In potem se to zdravljenje, kar se dojke tiče, raka na dojkah, nekako zaključilo. Potem pa realno življenje naprej. Je bilo pa težko. Eno leto je bilo zelo težko. Zakaj? A ta večni strah, ko so kontrole, ne? Ali se je spet pojavil? Jaz sem imela skozi ta strah, da se ne bom pozdravila, tako kot se ati ni pozdravil. Skozi sem imela to oseb, čeprav je imel on pljučnega raka, jaz pa rak dojke. Skozi sem imela to, dokler nisem prestopila v eno skupino rekistov. Tam sem pa malo se naučila samo zdravljenja, mečkan podzavest, zbistriti pa tako naprej. Pa je bilo pa lažje. Potem je pa šlo. Miselno sem se mogla jaz drugače usmeriti, drugače začeti živeti. Kaj pa med samo kemoterapijo, pa med tem zdravljenjem, dobro, dejali ste bolj kot ne, ste bili doma, mogoče kakšni večerni sprehodi, kakšen šport, kakšen hobi, branje knjig? Ne, jaz nisem imela. Nisem imela nobenih teh hobijev. Prej sem pela v zborih, no pol sem šla pa nazaj. Pol, ki je minil 3 leta po operaciji, sem pa se vključila spet v Dom Svobode, društvo, mešani pevski zbor Svoboda, tam sem pol začela peti. In to me je pol. V tej knjigi piše tudi, ko je srečala koga, pa seveda včasih je bila brez lasulja, pa je opazil, da nima las, seveda prvo vprašanje, ja, rak, in včasih potem ljudje rečemo, marsikaj, ne pretuhtamo dobro. Ste imeli tudi vi kaj teh primerov, da se ljudje ne znajo potem nazaj tako bi rekla, pogovarjati z nekom, ki je zelo bolan? Ne moreš se s takim pogovarjati, zdravim človekom. Ne, jaz se nisem mogla.
Pa tudi takrat, res, kot sem že rekla, to je bil tabu rak. To so tako iz strani. Si bil odpisan, ne? Ja, dobesedno. Ker niso rekli, da si kužen. Ja, Marsikera v so menili, da skupini je tudi rekla, nalezljiv, ne? da je nalezljiv, da je ni upala iz kozarca tistega, joj, ne, s čim deli stran. Takrat je še bilo tako, no. Pa leta, že kasneje, 15 let že tega, no, so pa že mečken širše govorili, začeli o tem raku. Pa še zmeri dojka kar, ne, še ni bilo ostalo toliko. No, jaz sem pa pol izvedela za to skupino, to pa moram poudariti, 2 leti po operaciji me je pripravila sestra, teta od moža. In sem prišla, no, takrat vzornica še danes mi je Tončka od Laskova, pa neka ženska tam, sem vse poznala tako na videz. Takrat predsednica je bila Mira Bebrova tudi, že pokojna, ta je bila leta in leta pred mano, koordinatorka. Ja, pri meni sem rekla, če so tele ženske prebrodile raka, so bile pa precej starejše od mene, ne? Še danes, ne, so stali. Ni hudo, sem rekla, bom pa jaz tudi. No, in skupino sem jaz poli rasla in miselnost preusmerila pač na življenje, ki me zdaj... In po nekem slučaju prišli potem do drugega, ne? To bo pa potem v nadaljevanju. Midva sva se potem, gospa Nataša, ustavila tam, ko je bil upravljen ta kirurški poseg, potem tudi kemoterapije, ne? Je bilo zelo podobno, kot je... Zelo podobno. Je bila tudi tabletka ali je bila za slabost, je bilo že preko žile? Mislim, da na začetku. 2 različne serije sem imela, 3 ene vrste, pa 3 kemoterapije druge vrste. Pa mislim, da pri prvi je bila tabletka, pa je bilo pa že skupaj v tisti, če tako rečemo, infuziji, ne, ko ti teče, že to pomešano nekako zraven. Kaj ste pa vi vmes delali, ko je teklo zdravilo v vaše telo? Jaz sem si pa knjigo sabi nesla, čeprav so mi tam zabičali, da to ni najboljše, da trpijo oči. Ampak meni se je zdelo uro ali pa 45 minut kar malo dolga, da kar gledaš v zrak, ne. Kaj pa pogovori z tistimi, ki so... Nisi tako blizu, se mi zdi, no. Sem včasih poslušala kak pogovor, pa eden me je malo, tako nisem bila najbolj srečna, da sem ga slišala, in sicer bila ena zdravnica na sosednjem stolu, tudi na isti kemoterapiji, ki je pa zelo tako panično se odzivala, no, sem rekla, pa zdravnica je, halo. Čeprav so pa povedali, da zdravniki so zelo slabi bolniki. Ker oni ne smejo biti bolani, ne? Zdaj se šali malce, ampak verjetno je tako, ne? Oni so to, da zdravijo, ne da sebe zdravijo, ne? Tako da imaš razne ljudi, ne? In včasih ti pa eni, ki so negativni, že tam pač v tistem trenutku pa niso dobra družba, ne? Čeprav moram reči, da na onkološkem inštitutu da to je pa svet zase in v bistvu mene že sam onkološki inštitut že v prvi fazi, ko sem prvič stopila tja na prvo preiskavo, ko je še trajalo do same diagnoze, ne, se mi je zdelo, da pri vsej teli statistik, toliko ljudeh, starih, mladih, lepih, grdih, velikih, malih, pa ne bom ravno jaz tista, ki ne bom preživela letošnjega leta, ne. Pa ste se s tem tudi kaj soočali v tistih svojih tihih minutah, da se lahko zgodi smrt? Ja, to mi je zdravnik takoj povedal, ne, da možnost preživetja je nekje 80%. Ni tako zdaj zelo fantastičen, ne, ampak ja, ampak ne bom jaz v tistih 20, ne bom. Kako ste pa samo kemoterapijo sprejemali, slabost? Glede kako ste jo na to, da ti je premagovali doma? predočena, kakšne bojo posledice, na kaj moraš pasti, sem se pač zadev držala in vedela, da po 3 tednih, da bojo vse tiste slabe strani tega izginile in to je bilo meni dovolj. Problem je bil, ker sem imela vmes tudi maturantski ples svoje mlajše hčerke z lasuljo. Malo je bilo tudi heca, ja. Kako pa se je bilo s tem soočiti, z
izpadom las, ste vi že prej postrigli? Ali? Moj mož me je pobril 14. februarja na Valentinovo. To je bil najin zmenek. Ja. Ja, ni prijetno, ampak Je to trajalo? greš. Ostane v rokah ali kako? Tako, vse misliš, vidiš nekatere, ki mogoče tudi kar ustrajajo s tistim izpadanjem, pa nekako spnejo, ampak pa ko greš sam čez to, vidiš, da je to precej nehigiensko, ker to odpada vse posod, po posteli, po tleh, po kopalnici, po odtokih. Enostavno ne gre, ne, na ta način. Je bilo treba nekaj narediti. Pa je potem kaj tistega notranjega strahu, da pa mogoče pa lasje ne bodo zrasli več? Saj, koliko vem, vedno, ne? Ne vem, ne. Preveč sem jih poznala, videla, tukaj smo se pogovarjali, na telovadbo, ko sem hodila tudi vmes, so vsem zrastle, tako da. Okay. Pa so zrasli takšni, kot so bili prej? Ne, sivi so bili pol. Sivi so zrasli, pa mačkan se bolj frčkajo. Zanimivo, ja, ne? Tako, ja. Ampak potem se spet poravnajo, ne? Ja, potem jih spet prepariramo na razne načine, ne vem, a se sami ali jih malo prisilimo. Je bilo s tem za vas zaključeno zdravljenje, torej kemoterapija pa adijo, ne? Ne, ki je pa potem so prišla še obsevanja. Tudi obsevanja. 30 obsevanj. Vmes sem imela Vam pa je sestra povedala, ne? Da lahko, da se malce poškodujejo pljuča, ne? Tako, ja, takšna mlada, lušnata specialistka za radiologije je bila in rekla, veste, vam pa moram povedati, da vse to smo zelo precizni, tudi mi je zelo dobro opisala postopek, kako to res čist tiko ima, kako so to precizne zadeve danes, ne. Ampak majčkeno vam bomo pa pljuče poškodovali. Majčkeno se vi sploh ne boste opazili, ampak majčkeno pa gre ta kapaciteta. Sem rekla, v redu, če sam to bomo že preživeli, ne. Saj kakih maratonov pa ne vem kaj se ne bomo šli več, ne. Je verjetno vseeno težje, ne, kemoterapija kot obsevanje ali pač ne? V primeru dojk po moje, ja, no. Zna pa biti tudi obsevanja, znajo biti pa tudi kar zoprna pri drugih vrstah raka, ki malo poznam. Kako grlo, kolegica se je soočala z nekim drugim, ne. Tukaj, ko je pa bolj problematično, no. In potem verjetno po koncu tega ciklusa spet pregled pri onkologu? Ja, preglede pri onkologu imam vsake pol leta še vedno, pa hormonsko zdravljenje imam. Pa tudi sami verjetno še delate samokontrole, ne? Ali je zdaj kaj drugače kot prej, ne vem, s kakšnim strahom, da ne bo kakšna zatrdlina, kakšna bulica? Ne. Glede na to, da imam na pol leta pregled, pa na 1 leto tudi mamografijo, se kar temu prepustim, ker jaz niti ne prepoznam, kaj so tiste za rastline po operaciji, kaj bi pa lahko bilo kaj drugega, pa se kar prepustim tej strokovnem pregledu, ko zaenkrat pravijo, da je BP. No, veliko je prebranega v zadnjih... Hormonski tableti pa tudi niso glih čist nedolžni, imajo pa tudi neskončno stranskih učinkov, no. To moram povedati. Pravzaprav se mi zdi to še najslabše od vsega, ker tisti je imel omejeno trajanje, ne, in obsevanje in kemoterapija si vedel, 3 tedne ciklus, zgleda tako, pa bom pa v redu, ne, praktično, pa bom v redu. Zdaj pa to tanjša kostno maso, ne. Ja, to je potem tisto nadaljevanje zdravljenja. Kako je, kaj je to? Preventiva? V bistvu lahko rečemo preventiva. Kako pa to razložijo? Verjetno spet onkolog pove, še tole bomo šli skozi, ne. In to je pa bolj kot ne trajno potem? Različno, ne. Ali 2 leti, ali 5 let, ali 10 let, ali trajno. Meni so rekli v prvi fazi 5 let, zdaj tako. Držim pesti, da bo tako, ne, tabletka. Tabletka. Mala, čist mačkana tabletka, sploh ne moreš misliti, da ima to dela učinka. probleme, ne? Ja. In so verjetno, če dela probleme, so verjetno tudi potem kakšni načini, da je teh problemov čim manj, ne vem, rekreacija, telovadba, prehrana.
Zdaj, v zadnjem času tudi veliko slišimo, da nekateri prisegajo na to alternativno medicino, ampak ne, pri določenih stvareh je še vedno ta klasična medicina tista, ki te reši, te pomaga. Jaz sem že v Saj se štartu, moraš tudi sam, ti predlagajo cel kup alternative, jaz se temu nisem posvečala. Jaz sem rekla, da bom zaupala. Zdravniki ali prijatelji? Prijatelji, znanci, marsikdo, dobronamerno seveda, ne. Dobro, nekaj tudi zaslužkarjev sigurno, ne, ampak jaz sem že v štartu rekla, da bom zaupala zdravnikom, da ta veda je pa verjetno šla že precej daleč, ne, tudi sproti na onkološkem zveš, da je tudi Slovenija pravzaprav na tem področju zelo močna. Omenili ste, tudi vi ste brez nekaj bezgavk, in tudi voda uhaja v roko, uhaja, ker pač ne upravljajo te naloge potem bezgavke. Zdaj, limfna drenaža, vem jaz, kako so te klasične masaže, niso poceni. Kako je s tem? A vam to pripada kot onkološki bolnici ali ne? Je to posega v vaš proračun? Tukaj bo Lidija bolj vedela povedati. Jaz imam to srečo, meni je zdravnik rekel, kirurg, ko sem ga vprašala, kako bo pa z roko, je rekel, ja, pazite na roko, ker nimate bezgavk, vsaka krvavitev, vsaka poškodba za nohtnice je lahko usodna, morate paziti, ker se to zastrupi, ne. Pa se da vedno paziti, ne? Ja, seveda, nezgode se lahko dogajajo, ne, se pa je pa panika, ko se je že zgodila tudi. Pa to, ko sem ga vprašala, sem rekla, jaz zdaj zaradi odvzema teh bezgavk, jaz tukaj roke kar malo ne čutim, je kar taka malo mravljinčasta ves čas. Kako bo pa s tem? Je rekel, to, veste, gospa, bo pa kar trajno, ne. Pa moram potrkati, no. Jaz imam srečo, jaz roko čutim tako kot včasih, pa tudi nimam limfoma, no, mislim, ni nič teh problemov nimam. Ni treba potem na masaže, ne? Ja, drugače pa nekaj pripadajo, ne. Ste kaj spremenili prehrano? Ja, zdaj, to pa... Takrat pri kemoterapiji prebral sem marsikaj, da ta okus kovinski ob koncu, je tak neprijeten, ne? Ampak to mine, ne? Ja. Zdaj imate pravi okus. Ja. Ste spremenili mogoče po tej zgodbi z rakom način življenja? Zdaj, prej ste dejali stresno obdobje, veliko sem delala. Znate zdaj meni delati? Ne zmerom, ampak potem po priporočilih zdravnice te službene, tudi bom rekla, ko so obdobni pregledi, ona je zelo taka sočutna, pa zelo pametna ženska, no, in ona mi je že prej včasih rekla, pa pri tem vašem načinu življenja, prav se vi kaj pregledujete, mislim, tako se mi je zdelo takrat prav jasnovidno skoraj, no. No, in tudi zdaj je rekla, pa razmislite, a ne bi vi 4-urno šli v penzijo, ne. Jaz takrat nisem tako od začetka to razmišljala, ne. Tudi govorili so, da to pa je zelo težko danes doseči, ne. No, in potem smo v ta postopek šli in je bil kar odobren. Sem bila kar presenečena 2 leti nazaj, da je bilo kar odobreno, ne. Ampak pa sem pa ugotovila, da ja, sej bi zmogla, sam ne bi se mogla regenerirati več tako, ne. Tako da zdaj se probam kar držati, 4 ure so moj domet službeni, fokusa, trdenega dela, ostalo je pa čas, da jaz naredim mojih 10.000 korakov na dan, če se le da. Mobitel pove, ne? Ja. Aplikacija, no. Okay. Psa imam, ker sem tudi se spraševala ali ne, pa sem se pol odločila, da imam vsaj enega spremljevalca na teh mojih dolgih poteh, tudi po gozdu, da lahko s polnimi pljuči zadiham, ne. Prehrano sem pa tudi spremenila. Vse zdravniki nekaj govorijo, ampak niso prav zelo uspešni tukaj. Je bil pa tukaj en moje bivše službene kolegice, moški kemik, je pa zelo naštudiral, ker je tudi žena čez to šla. Njemu sem pa verjela, ne. In je rekel, glej, jaz sem prebral,
ta Budwigova dieta je za rakave bolnike zelo v redu, če se ne držiš čisto 100%, ampak vsaj malo, ne, da greš v to smer, je pa ok. In sem dejansko se odpovedala kruhu, sladkorju in moram reči, da se tudi zelo dobro počutim in tudi težo, ki je zelo pomembna pri hormonski terapiji, da ne bi šla, ne, navzgor, jo nekako lažje držim. No. Torej, se je treba vzeti v roke, ne? Malo. Tako. Hočeš ali nočeš, se moraš, ja. No, vam se potem ni vse končalo, ne, s tisto od 94. 95. leta, ne, ampak je bila potem še ena preventiva, ne, ki pa se je pokazala za zelo nujno, ne. Zelo nujno, ja. Zakaj je bila potrebna? Tako gre v leto 2016, pravzaprav 2000 sem še me je presenetila ena, ko so rekli, možganska kap, ne. Ampak v resnici je bil infarkt cerebralnih arterij, to se pravi blago me je obšla ta kap, bi rekli. Ni bilo hudih posledic. Res sem bila 3 mesece čisto, da nisem morala hoditi, imunski sistem mi je padel čist. Ampak je šlo s pomočjo zdravil pa vsega, no, to je bila mala malca prema raku, ne. Ja, to je bilo vmes, no, 2016 oziroma 2015 je pa nečakinja moja v 8. mesecu nosečnosti zatipala pač tumor in so čakali, da je rodila. Ko je rodila, je bila cela dojka v tumorju, trda in so ugotovili, da je rak. So jo takoj operirali, zazdravili, bi rekla, nakar je nečakinja sprožila oziroma hčera od nečakinje sprožila genski test. Od kje je ona zdaj tako mlada, ker je povedala, da sem jaz kot teta pri 35 zbolela, ne. In je rekla, da želi vedeti, zaradi otroka tudi njenega, ne, kako pol naprej. Torej so me najprej poklicali, ne, pa smo testirali, ja, in je prišel genski rezultat, da sem pač nosilka tega okvarjenega družinskega gena BRCA1. Nosilka, moj brat pa prenašalec. Tako jaz to sanjali mi ni, da bi to lahko bilo pri nas. Vedela smo v skupini, da te genske spremembe so in da tudi lahko ugotovijo, ampak v mojem primeru ne. Torej smo prišli do te diagnoze in jaz sem pač bila radovedna, kako pa zdaj naprej. Pa so mi svetovali odstranitev pač rodil, ne. Jajčnikov. Jajčniki imajo tule posebno vlogo, ne, kar se tega tiče. No, in sem bila jaz kar takoj po 2 mesecih klicana za operacijo. Zmenili smo se za odstranitev ovarjev, jajčnikov, ne. So uredili, drugi dan pa mi pridejo povedati, da so dali sicer na histološki izvid, ampak tisti prvi izvid pa kaže, da sta bila oba jajčnika v malignem tumorju. Ja, kaj pa zdaj? Smo počakali, ne, da je pač to bilo, ni pa še šel iz tvorbe ven. To se pravi, da ni bilo potrebno pol nobenega zdravljenja, ker je pa prišel čez 3 tedne izvid histološki, da je res potrjen rak jajčnikov. Ampak to še ni bilo dosti, so me poklicali, da sem odstranila tudi maternico in pač vse tiste mrene, kar je okrog, da če ne bi bilo še kakšna mikrocelica, ne. Ampak je šlo vse lepo skozi
Ni bilo potrebno nobenih terapij. Tudi hormonskih, ne? Ne, Potem, glede ne. na to, da Ne. ženska zgubi rodila. Ne. Sem bila pa že toliko stara, da tudi ni bilo ciklusov več. Aha. Pa tudi rak prvič pri dojki ni bil hormonsko odvisen, da bi mogla imeti hormonsko zdravljenje tudi. Tega jaz nisem imela, ne. Je bil hitro rastoč invazivni rak v mojem primeru, tako da jaz tega hormonskega zdravljenja nisem nikoli bila deležna, no, v glavnem. Ja, to smo dali pol skozi, terapij ni bilo treba. Pol, ko sem prišla pa ta drugič iz bolnice, ja, me je pa od nečakinje hči klicala, da se je pa rak ponovil Pri njej. pri njej. V glavo in po celem telesu. So bile pa strašne muke. Za mene in če se spomnim, je zelo, zelo hudo, no, še zdajle bi se ne kar zjokala. In tisti trenutek sem pa rekla, joj, zakaj Bog nisi Jana vzel, kakor pa njo, ko ima mečkega otročka, ne, 2 leti je bil star, ki je pa čez pol leta pa umrla. Žalostna zgodba. Žalostno. Se ne konča vsaka Vse sorte nas je srečno, ne. doletel, ja. V glavnem, Ja. zdaj nekako, jaz upam, da smo s to temo končali, ne, oziroma da se rak pri vaju, ne, nikoli ne pojavi več. Joj, Ne, Bog da je- dej, Bog dej Da je je bilo spraven. dovolj teh izkušenj. Ne. Ampak nikoli ne veš. Je pa prav, ne, da pa povabimo vse tiste, ki nas mogoče spremljajo, ki so šli skozi to izkušnjo, da se pridružijo vaši skupini, bo koristilo. Ne. Sprejmete vsakega, ne? Ja, kakor le pridejo do nas. Ja, seveda, Poglejte, ne. ja, seveda, članic nas je zdajle trenutno v Zasavju 78, s tem, da aktivnih tam od 30 do 35, imamo različne starosti, so starejše ženske, ki so članice, ne prihajajo, pa ne rabijo skupine. Ne. Tako da ja, apeliram, zlasti moške, prisluhnite telesu. Sej nam samo pove, ne, kdaj je treba do zdravniku. Ker če enkrat neko stvar zatapkamo, se pa je težko pozdraviti. Enkrat izbruhne ven, ne. Izbruhne. Je pa verjetno tudi ta COVID čas, čas pandemije, epidemije, tudi čas, ko marsikdo ni šel, ne, gospa Nataša, pravočasno k zdravniku, je mislil zatučkati stvar. Verjetno tudi marsikdo, ki je imel raka še na začetku, pa je prišel, žal, ne, malce pozno. Ne. Torej na svet, tudi v teh težkih časih, pa malce večkrat zavrteti telefonsko številko kakšne ambulante. Ne. Ja, Enkrat se bo že oglasil kdo, ne. Tudi če tako rekoč cvikneš v prazno, je boljš kot, kako že pravijo, flikant. Ja, Točno tako. preventiva boljša, ne, kot potem kurativa, ne, ker je že zdravljenje. Ne. Zdaj, to me zanima, boste zdaj v tem času do maja, imamo kar dovolj časa že kaj potrenirali, kakšen tek, da boste kakšen krog z mano odletele? Seveda, Igor, seveda bomo z vami, to ni debate. Bom držal za besedo. Ne? Ni Tako da- debate. Ni Čeprav debate, do ja. zdaj nismo, Ja. bomo vadile. Se nas bo neka skupinca, najprej hoja, hitra hoja, se imamo tudi na razpolago tale Ja. naš stadion, Zdaj bo imamo pa je krasnega. pa tudi v Hrastniku Ja, lepo smo prenovljen, ne, slišali, tako da bo ja, ja. lepo, da se malce Glejte, selimo prav. po zasavskih krajih, da ne bo vedno samo v Trbovljah. Ne. Prav, vse smo vse povsod bolniki Mogoče in bo tudi delamo. priložnost spregovoriti kakšno besedo tudi z našo Tadejo. olimpiko, ne, s Tadejo Brankovič, ne, ki je zelo simpatično. Prav dekle, no, rada zdaj bi ni se več srečala dekle, no, z njo. ampak je že Jele. gospa, mati 2 otrok. Tako da hvala, ne, da ste prišli sem, da ste delili svoji zgodbi z našimi gledalci. Zagotovo bomo še kaj o vašem društvu, pa tudi o kakšni izkušnji vaših članic pa članov spregovorili še pred samim dogodkom. Do takrat je še kar nekaj časa, ne? 15. maj. Čeprav Bo kar hitro. Meseci Kar pa leta en, pa tako 3 hitro leti, tečejo, ne? ja, dnevi grejo hitro naprej.
Da. Ja, Hvala. jaz bom še enkrat rekla, hvala, Igor, da je pač se vam odprla ta ideja, da pač omogočite tudi Vse me je našemu kar društvu. sram, da se nisem že kakšna leta prej spomnil, ko sem vas vedno opazoval, ko ste prišli na tek, ampak Nikoli ni vse prepozno. enkrat prvič, ne? Tako je, Ja. tako. Hvala lepa za Hvala tudi povabilo. vam. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in pridite 13. maja po vsej verjetnosti v Hrastnik, kjer bomo ob 11. zasavskem humanitarnem teku tekli 11 ur in zbirali denar za to onkološko društvo, sekcijo oziroma skupino za samopomoč Trbovlje, ki deluje na celotnem zasavskem področju. Že vedno, še v tem času pa lahko darujete tudi kakšen evro v škatle, ki so nameščene v nekaterih poslovalnicah in to se pridno šteje. Mislim, da se je nabralo v tem času tam okrog 900 evrov. Torej, 900 evrov že je, ne? Upajmo, da bo prišlo pa še kaj. Ja. Hvala, pa srečno. Hvala. Raku žvižgat. No, zamislite si, mene, mamo, ženo, sestro in hči. Pred 2 letoma in še par dni. Zamislite si, še mlado, zato lepo, a polno skrbi. Vam tu zdaj to ni težko, vem, zamisliti si. Mlado žensko, kako drvi, skozi dneve, skozi noči, ne ve več, res ne ve, kje se je glava drži. Nima miru, sočutnih besed za soljudi. Tako je res nujno, da se nekega dne le zbudi. Naporno leto, kup zmag in spet viroza. A ni to, zgodi se ji veliko hujša diagnoza. Bulica na prsih je maligni karcinom. Kar bil je le strah, zdaj ni več dvom. Ta kruta vest mi je bila vržena naravnost v obraz. Uščipnem se, a še sedim pred doktorjem, samo jaz. A dobro je, pravi, da naredijo zame takoj vse, da se požvižga raku in ta čim prej ven gre. Operirali bodo in to je to. Zjokali se boste doma in potem bo. Gledam, bolj bulim, se tresem, a v ordinaciji še vse suhih oči prenesem. Doma potem vse čute zaprem, ždim na samem, ljubljene prezrem. Odvrti se mi kot na platnu vse doslej doživeto. Zleti mimo 48 let kot sekire sneto. Tedaj spoznam, da bo treba znova in spet vsak nov dan umiriti, se spočiti, k sebi obrniti. Če tudi v 2, 3, pa vendar pazi, po svoje, poslušati se, oditi stran od uhojenih poti, da se v meni pravi jaz, navdih zbudi. In potem grem, da nastavim prvič roko, da počasi steče kemija vame globoko. Pride jutro, želim, da se še malo pogreznem v sanje, sneg gre zunaj in mi prijazno dovoli verjeti vanje. Padajo temni lasje z moje nore glave, gledam stare slike, gledam slike svoje pretekle slave. Solze mi sramežljivo pozijo skozi prste, tresem se, a spet bom strnila svoje obrambne vrste. Odreži, poreži, v zrcalo preveč ne glej, da si najlepša prav taka, prav vsem povej. Nečimrnost moja tu zdaj nima kaj iskati, še je kakšna sreča, ki me čaka pred vrati. Ker življenje je samo po sebi darilo in pravkar poslalo mi je zadnje svarilo. Da neham hiteti, da začnem hvaležno živeti. Hvaležna sem za zdravo vodo iz pipe, hvaležna za prav vsak dan brez gripe,
Hvaležna za vso svojo okusno, zdravo hrano in da ta težek del življenja je že za mano. Hvaležna, da diham v deželi tej malo zaspani, kjer pravice so kdaj tudi na ženski strani. Hvaležna sem, da lahko v miru pesmi pišem, da preživim tudi, če se malo iz trga dela izbrišem. Hvaležna sem za svoje otroke, z glavo na mestu in za zdrave noge in roke. Hvaležna za vso razširjeno družino, ki mi daje upanje in vso to toplino. Hvaležna sem, da sem poprijela za skupine te roko ponujeno in z njo splavala z obupa in tako zame nič ni bilo zamujeno.